Dank, Herr Heinz Karer. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, zdaj pa začenjamo s prvim vsebinskim sklopom, ki smo ga naslovili Švica, zgled za Slovenijo. Kako Švicarji gradijo visoko dodano vrednost? Eno ključnih vprašanj je, zakaj je izdelek Made in Switzerland dražji od enakega izdelka Made in Slovenija. Skratka, govorili bomo o tem, kaj Švica kot država počne, da njeno gospodarstvo dosega tako visoko dodano vrednost. In to na zelo konkretnih primerih. Na oder z velikim veseljem in spoštovanjem vabim cenjene gostje omizja. Najprej prisrčen pozdrav in dobrodošlica za gospoda Aleksandra Edelmana, vodjo oddelka za mednarodno promocijo in dogodke na Ministrstvu za zunanje zadeve Švice. Herzlich willkommen, welcome. Z velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabim gospo Marto Kos, veleposlanico Republike Slovenije v Švici. In prisrčna dobrodošlica gospodu Denisu Knoblu, veleposlaniku Švicarske konfederacije v Sloveniji. Herzlich willkommen, welcome. In zelo sem vesela in počaščena, da lahko na oder povabim moderatorko tega pogovora, gospo Katjo Kraškovic, direktorico Geja Collegea. Sem prepričana, da boste temu pogovoru z veseljem in zanimanjem prisluhnili, na koncu ne bo izpita. To bomo še videli, Bernarda. Pozdravljeni podjetniki, gostje in seveda vsi ostali. Gospod Karer nam je naredil že zelo lep uvod v našo okroglo mizo, pa kljub temu bi želela še malo ponoviti in dodati, kakšne so razlike, kje smo mi dobri, kje je Švica dobra, še posebej pa zato, ker imamo dve najlepše države v Evropi, o kateri govorimo, če ne celo na svetu, da malo pozabimo to našo majhnost, pa rečemo, da smo najlepši na svetu. Verjamem, da je to Slovenija in Švica, tako da prosim za en aplavz za nas. Bom poskušala biti pozitivna za Slovenijo, čeprav, ko sem preučevala Švico, je toliko dobrih stvari, da me kar malo zaskrbeli. Pa kljub temu bom rekla, se ne bom odselila v Švico, bom ostala v Sloveniji, pa dajmo pogledati, kaj so tisti recepti, ki jih lahko vzamemo od Švice in jih prenesemo v Slovenijo, ker verjamem, da načina, da prekopiramo model ni, ampak da povzamemo kakšne dobre lastnosti oziroma kakšne dobre značilnosti pa prav gotovo lahko. Torej, po podatkih Svetovne banke je imela Švica leta 2017 BDP na prebivalca v višini $80,000 približno. Slovenija pa tam dobrih 23. Torej Švica na 4. mestu, mi na 34. Tu imamo verjetno še kar nekaj prostora za izboljšave. Švica ima 8,2 milijona ljudi, Slovenija 2, ampak kar je pomembno, da ima Švica 24% tujcev, mi nismo pa niti pri 6%. Pa ne, da bi želela pospeševati to, da moramo imeti čim več tujcev, verjamem pa, da veliko izobraženih oziroma kvalificiranih delavcev odhaja tujino, verjamem pa, da moramo potem tudi mi tujce privabiti ali pa saj svoje obdržati. V Švici imajo temeljno načelo neposredne demokracije, da vsi državljani sodelujejo pri sprejemanju odločitev. Kot je gospod Karer povedal, je to težko, pa vendar menim, da bi lahko to vzpostavili tudi v Sloveniji in se tega malo bolj posluževali. Švica je bila med najbogatejšimi državami že sredi 19. stoletja, takrat je vzpostavila tudi močno kemično, farmacevtsko in prehransko industrijo, da ne bomo poznali Švice samo po urah. Pa kljub temu, že v 19. stoletju je majhna Švica izdelala kar 80% vseh ur, ki so bile izdelane na svetu. Pa če malo pogledamo v številkah, leta 2017 je izdelala 25 milijonov ur v vrednosti več kot 19 milijard švicarskih frankov. Za 8-milijonsko Švico moram priznati, da je to resen uspeh in če bi mi imeli nek tak fokusiran oziroma produkt, ki bi ga lahko na ta način držali, bi bili veseli. Kljub temu pa je v bistvu proizvodnja
ur oziroma industrija predstavlja samo 9% oziroma malo čez 9% celotnega BDP-ja. Seveda razcvet tudi bančništva, bančne tajnosti, turizma, potem naprej tudi veliko majhnih podjetij, prav tako kot v Sloveniji, kar 99% registriranih podjetij v Švici je majhnih oziroma srednjih podjetij z manj kot 250 zaposlenimi. Pri tem smo precej podobni, tako da je to ena od stvari, ki jo lahko paralelno vlečemo za Slovenijo. Približno 74% švicarskega BDP-ja ustvarja sektor storitev, 25% industrije. Prispevek kmetijskega sektorja je manj kot 1%. Švica ima nižje davčne obremenitve kot drugod, kot na primer stopnja davka na dodano vrednost je približno 8% za večino blaga in storitev. Kar je zelo pomembno, da Švica vsako leto porabi skoraj 3% svojega BDP-ja za raziskave in razvoj. To smo tudi danes že slišali, da je ena od zadev, ki je izjemno pomembna za to, da lahko razvijamo zadeve in da gremo naprej. Ponaša se za dobrimi univerzami oziroma učinkovitim izobraževalnim sistemom in glede na globalni indeks konkurenčnosti talentov za leto 2018 je na samem vrhu na 4. mestu. Kaj pravijo, zakaj je tako visoko? Zato, ker Švico odlikuje sodelovanje med delavci in delodajalci, enostavno zaposlovanje in odpuščanja in učinkovitost vlade. Poleg tega pravijo tudi, da je izjemno učinkovita na področju izobraževanja, predvsem poklicnega, uvršča se na prvo mesto po razvoju zaposlenih, vseživljenjskem učenju in pomembnosti izobraževanja za gospodarstvo, torej izobraževanje za potrebe gospodarstva. Slovenija je tukaj na 35. mestu. To je tudi ena od zadev, ki se jo bomo dotaknili in mislim, da je izjemnega pomena, da jo razvijamo v Sloveniji oziroma nadgradimo. Sedaj sem si pa drznila postaviti nekaj hipotez, ki jih bom poskušala danes preko naše okrogle mize potrditi ali uvršiti. In sicer, da je gospodarska uspešnost Švice in s tem zelo visoka dodana vrednost proizvodov in storitev Made in Switzerland izhaja iz zelo močnih temeljev, ki slonijo na majhnosti države in učinkovitosti političnega sistema, pristne oziroma resnične demokracije in upoštevanja državne pri soodločanju, tradicija, kvaliteta in znanje, ki poteka neprestano, visoko stopnjo fleksibilnosti in učinkovitosti trga dela, nižjih davčnih stopnjah, odprtosti za inovacije in razvoj, ustvarjanja okolja za talente in zadrževanje le-teh oziroma privabljanje tudi najboljših tujcev v državo in pa seveda sorazmernem stabilnem okolju, prav tako makroekonomskem okolju. Dodala bi pa še to, kar je gospod Karer povedal, torej zelo dobro sodelovanje z svetom, z državami. Mislim, da Švica sodeluje najtesneje z Evropsko unijo, mislim, da je kar 70% izvoza in uvoza je med Evropsko unijo in Švico in to je tisto, kjer mogoče lahko tudi pogledamo, kaj je dobro za Slovenijo. Pa če kar začnemo, jaz imam danes take goste, ki bodo zelo diplomatski, ker so vsi jih podobnih vrst, pa kljub temu upam, da jih bom uspela izzvati, da dobimo prave odgovore, prave recepte. Pa bi začela kar z vami, gospa Kos, gospoda, upam, da mi oprostite, da začnem z gospo. Kaj pravite vi, se pravi, že nekaj časa ste v Švici, kakšne so podobnosti, kateri so res tisti dejavniki, ki nas razlikujejo oziroma ki so podobni oziroma da bi nas lahko pripeljali na pot uspešnosti, kot jo ima Švica? Ko se pogovarjam s Švicarji in jim povem, da smo včasih že v Sloveniji nestrpni, da v 28 letih še nismo postali druga ali mala Švica, bi rekel predsednik, mi je pred kratkim nekdo rekel, je pa čakaj malo, saj mi smo tudi 200 let rabili, da smo prišli do tega, kjer smo danes. Švica je bila 200 let nazaj revna država. Številni so se izselili iz Švice zaradi tega, ker ni bilo dovolj hrane. In Švica pred 200 leti ni imela ne čokolade, ne bank,
in ne odlične ali najboljše železniške infrastrukture na svetu. Danes vse to ima in seveda to vprašanje, kako je bilo potem to možno. Sinoči sem gospoda Karjerja vprašala, a je država se odločila, da bo zdaj rekla, mi bomo se pa šli v urarsko industrijo. A je država rekla, mi bomo pa zdaj imeli najboljšo čokolado na svetu. Ni bilo tako. In eden od razlogov, zakaj se mi zdi, da je Švica uspela v tem času, ko spoznavam, je čim manjša vloga države. Smo imeli enkrat na pogovoru nekdanjega državnega sekretarja iz Ministrstva za gospodarstvo, gospoda De Lambrojo, smo ga vprašali, kakšno strategijo pa ima švicarska vlada na področju podpore podjetjem ali pa inovacij. In je bil tako 5 sekund tiho, pa nas pogledal pa pravi, kakšno strategijo? To pa ni naloga države. Naloga podjetij je, da se ukvarjajo z inovacijami, država jih podpira. In potem smo seveda vprašali takoj, koliko pa da država podjetjem za inovacije. Pravi, nič, država ne sme neposredno financirati R&D-ja v podjetjih, financira pa skupne projekte podjetij z raziskovalnimi inštitucijami oziroma univerzami. To se mi zdi izjemno pomembno. In gospod državni sekretar De Lambrojo je tudi rekel, sicer je rekel, da ga naj ne citiramo preveč, a veste, moja ena glavnih nalog je, da znanstvenike v Švici zaščitim pred državo. Država se ne sme vmešavati. In podobno tudi naprej. Ali ima Švica kakšno strategijo razvoja industrije? Skratka, država mora biti čim bolj stran od tega. To se mi zdi eden od pomembnih razlogov, po mojem mnenju, zakaj je Švica uspela. Drugi razlog je res, tudi en Švicar mi je rekel, če hoče biti Slovenija uspešna, ne razvijati poceni izdelkov. Vaš cilj mora biti, da boste imeli drage izdelke, a ne gospa Skaza, in te izdelke drage, pa še kdo drug, znali potem po visoki ceni izvažati. Premajhna država ste, da bi lahko delali poceni proizvode. Najdite niše in tam bodite najboljši. O urarski industriji smo prej švicarski govorili, a ne. Zakaj se je lahko razvila? Zato, ker tam v Juri po zimi niso imeli kaj delati. Temno je bilo, sneg je bil, ampak to lahko gospod veleposlanik več pove, dolg čas je bil, a ne, niso mogli biti na polju in so začeli razvijati te spretnosti. Koliko ste rekli? 19 milijard je ustvarijo na leto z urami. In tudi čokolada, saj niso zato, ker je čokolada rasla na polju, začeli biti svetovni prvaki v izvozu čokolade, malo karikiramo. Imeli so krave, kmetijstvo in veliko mleka in so to začeli razvijati. Fenomen se mi pa res zdi infrastruktura. Tudi gospod Karel ste govorili o tem. Marsikdo od vas Švico pozna in ta infrastruktura je res razvita. Mi bi tudi radi postali, pred kratkim je eno švicarsko podjetje podpisalo pogodbo za 170 milijonov za dobavo vlakov v Sloveniji in se mi zdi, to je eden od razlogov. Infrastruktura je namreč omogočila, da zadnja vas v Švici je povezana tudi s centri in nihče se ne pusti zapostavljenega. Smo pa drugačni, se mi zdi, pa bom pri tem ta prvi del nehala. Marsikomu rečem, jaz ne želim, da bi zdaj Slovenci postali Švicarji, ampak tisto, kar tukaj imamo in v marsičem smo tudi boljši Slovenci od Švicarjev, bi morali krepiti na način, da postanemo, ne samo, da je Švica nam za zgled, se opravičujem, gospod veleposlanik, ampak da se tudi vi lahko še od nas kaj naučite. Hvala lepa. Absolutno se strinjam in verjamem, da s tem, če poiščemo neke lastnosti, ki imamo dobre, neke zadeve, ki jih znamo dobro delati in to razvijamo z visoko dodano vrednostjo, seveda potem lahko pridemo tudi do tega, kar ima danes Švica. Gospod Knobel, kaj pravite vi? Se pravi, Slovenijo nekako ste spoznali, jo poznate. Kaj pravite? Je pri nas možno spostaviti take nišne produkte, ki bi nas lahko popeljali više, kot smo danes?
Danke sehr. Ob die Schweiz ein Modell sein kann für Slowenien, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, das müssen Sie dann heute Abend versuchen zu beantworten. Was ich sagen kann, ist, dass unsere Länder viele Gemeinsamkeiten haben, das wurde schon erwähnt. Eine besondere Gemeinsamkeit ist die Größe, beziehungsweise die Kleinheit. Size matters. Wir haben beide kleine Länder, das heißt, wir haben einen sehr kleinen Inlandmarkt und wir sind gezwungen, gegen außen zu wirtschaften. Wir sind gezwungen zu exportieren. Das heißt, wenn man exportieren will, muss man kompetitiv sein. Also wir müssen uns behaupten können auf den internationalen Märkten. Das ist entscheidend, sowohl in Slowenien wie auch in der Schweiz. Und dort können wir vielleicht einige Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Jahrhunderten, wie gesagt wurde, angesammelt wurden, können wir heute diskutieren und mit dem Publikum teilen. Einerseits die Nische, Champions of Niche, das war ein Titel bei einer Zeitschrift, einer Wirtschaftszeitschrift hier in Slowenien. Das gilt auch für die Schweiz. Ein kleines Land kann nicht alles machen. Wir haben zum Beispiel Autos produziert oder Raketen und so, sondern wir haben uns konzentriert auf einige, fokussiert auf einige Produkte. Und natürlich diese Produkte, das sind Produkte, wo wir einen bestimmten Mehrwert haben. Also eben die Milch, die Schokolade, die Jurassier, in ihrer Mentalität und dem langen Winter. Aber eigentlich jedes Unternehmen hat sich auf die eigenen Stärken und Potenziale fokussiert. Und eben die Unternehmer machen das, nicht der Staat. Und das wurde bereits gesagt, das muss privat getragen sein. Die Privatwirtschaft ist der entscheidende Akteur hier. Es braucht Innovation, aber eben die Innovation kommt von den Unternehmen. Freies Unternehmertum, einfache Regulierung, Offenheit gegen dem Ausland und den Märkten und auch gegenüber der Konkurrenz. Wenn wir die Bildung und Forschung, hat Karl gesagt. Wenn wir die Bildung anschauen, dann ist das nicht einfach jetzt eine Staatsaufgabe, sondern wir haben beide Seiten, also Staat, öffentlicher Sektor und Privatsektor, haben einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten. Und das findet sich im dualen System, das findet sich aber dann auch in der Fachhochschule, wo auch die privaten Firmen mitmachen, wo die Studenten die Möglichkeit haben, praxisorientiert zu lernen. Aber der Beitrag der Wirtschaft ist noch viel mehr, also nicht nur finanziell. Sie tragen wirklich das Bildungssystem auch finanziell mit, das hat Kosten. Aber wichtig ist ja auch, dass man zum Beispiel die Normen, die Standards und so weiter, dass das von der Privatwirtschaft her kommt, also nicht von irgendeiner Bürokratie, sondern die Unternehmen, die Verbände wissen am besten, Podjetja, združenja so tista, ki najbolje vedo, kako se proizvaja kakovostno in gre za kakovost. Isto velja pri raziskavah. 60% raziskav v Švici in vedno imamo ta 3% BDP-ja, imamo zelo visok delež za znanost, več kot 60% pa prihaja iz zasebnega gospodarstva. To pomeni, da podjetniki niso le osrednji igralci tukaj, temveč tudi prispevajo odločilen prispevek. In to pomeni, da je treba podjetnike vključiti od samega začetka. Veliko smo govorili o švicarskem prebivalstvu, treba je ohraniti dialog z državljankami in državljani v Švici, ker je vedno znova potekajo referendumi, ampak tudi zasebno gospodarstvo mora biti vključeno v demokratični proces. Zato zelo domiselne in razvite mehanizme za komunikacijo. In pomembno je, da tukaj spregovori gospodarstvo, ampak vključeni morajo biti pa tudi socialni partnerji, sindikati, kmetijstvo, posamezne interesne skupine
morajo zastopati in predstaviti svoje interese in morajo biti pravočasno vključeni v proces regulacije. In tu mislim, da je ena prednost našega sistema neposredne demokracije, ampak prednost je tudi dejstvo, da imamo zelo močna združenja na nacionalni ravni, na ravni kantonov in da imamo tudi to bližino. Tudi ta bližina je povezana z to majhnostjo. Blizu smo si, poznamo se, bližina do državljanov, bližina med podjetji in šolami, bližina do vlade. Torej to so seveda jasne prednosti, če si majhen. Zato je pomembno, da je tukaj tudi Economy Suisse, torej gospodarsko združenje Švice in ne naše ministrstvo za gospodarstvo, temveč ravno gospod Karer nam lahko pove, kaj je jedro našega modela za uspeh. Zanimivo, kajti Economy Suisse je ključni akter pri procesu sprejemanja odločitev demokratični, na sektorski ravni ali tudi zunanje politične ali evropske politične. Gospod Karer je imel prejšnji teden zelo pomembno tiskovno konferenco, kjer je Evropska unija, oziroma kjer je gospodarstvo izrazilo svoje stališče v zvezi z našim odnosom z Evropsko unijo in tudi podalo svoja priporočila. In pomembno je, da se pravočasno in zgodaj vključi zasebno. Hvala lepa. Če na kratko povzamem, torej izvoz je pomemben, pomembno je sodelovanje med državo in gospodarstvom oziroma zelo veliko poudarek je na gospodarstvu in zelo majhen na državnem aparatu. In pa seveda, da najdemo nek nišni produkt, ki je kvaliteten, ki ga lahko izvažamo in izrabimo to, da smo majhni, izrabimo to, da to je v resnici naša prednost. Gospod Edelman, če govorimo o vzoru pristne demokracije in učinkovitosti vlade, kaj nam lahko o tem vi poveste? Menite, da lahko Slovenija razdeli svojo moč na občine, mogoče malo zmanjšamo število občin z 212 na kakšno manjše število, ker smo že tako majhni. Švica jih ima čez 3000, pa vendar kantonov, kjer se glavne odločitve odločajo 26, če vem prav. Kaj pravite na to? To resnici živi? Je delovanje takšno, kot ga mi vidimo, ali je kako drugače? Für die Übersetzung. Vielleicht nur etwas, wir sprechen von Werten, so die politische Situation von Gemeinden will ich nicht kommentieren. Deshalb nicht mit diplomatisch zu sein, das gehört einfach aus. Aber was ich sagen wollte, ist, gut zu sein ist nicht genug. Das ist nicht die Frage. Gute Produkte zu haben, das ist eine Basis. Aber das andere ist, dass die Produkte sind. Das ist wichtig. Wenn es Titel ist, von anderen sollte weniger expensive, aber the value. Die Schweiz produziert auch günstige Uhren. Die kleine gelbe, die ich hier habe, hat die ganze Luxusindustrie in der Schweiz gerettet vor 40 Jahren. Das muss man nicht vergessen. Aber das Wichtige ist, unsere Uhren, die geben genau die gleiche Zeit wie die japanische Uhren. Prav tako kažejo čas isti čas kot japonska ura. Moj iPhone kaže isti čas kot moja ura. Mimogrede, iPhone ne bi mogel delati brez švicarske industrije, kajti določeni deli švicarske industrije se lahko proizvajajo samo v Švici, ampak to vprašanje imidža, dojemanja, zakaj so ljudje pripravljeni včasih plačati 200 000 evrov za uro, ki vam pokazala točno isti čas kot iPhone ali pa spletna stran. Mehr die Überlegung, 200 Gemeinden oder 400 ali 200 občin ali 400, to se nič ne spremeni, vprašanje se bolj ali manj spleteno. Najpomembnejše in izhodišče za nas vse je verodostojnost, ki jo imamo. Učinek Swiss Made ali Made in Švico, pa tudi učinek vlade, ki te vlade vseeno ima kakšno vlogo v Švici včasih. Imamo vedno nove zakone, ki ščitita to blagovno znamko Swiss Made. Torej, to vam pomeni, če ima neka ura nalepko Swiss Made, potem mislijo, da je to najbolj
Die Belgier machen super Schokolade, die von Belgien bezahlt. Die Franzosen machen super Schokolade. Aber wahrscheinlich, wenn wir eine Umfrage hier machen, die Mehrheit wird sagen, Schweizer Schokolade ist die beste Schokolade. Ich denke das auch. Nicht nur, weil ich dafür bezahlt bin, aber auch, weil ich schon in der Schweiz aufgewachsen bin. Aber das ist wichtig, diese Idee, warum unsere Schokolade verkauft sich besser in China, denn nur eine Schokolade ist keine Schweizer Schokolade, weil die Rezeption in China super für die Uhr, aber Schokolade, wir sind besser, früher investiert und wir haben ein besseres Image. Sogar die Schweizer Schokolade besser ist, unsere großen Firmen haben Mühe in China Schokolade, die dürfen den Schokolade machen, weil die Message schon so das ist mehr die Herausforderung damals. Wie kann man Suisse ist sehr stark, wir sind es wie verschiedene Rankings. Die Schweizer haben die Rankings sehr gerne, wer wo sind und die anderen sind einfach falsch. Die Aarde radi lestvice, kadar smo mi visoko, vsi ostali pa itak lažje. Der Nummer 1 biti številka 1. Torej, učinek države izvora. Ponavadi so to Nemci. Ponavadi na celem svetu, če rečeš nemški izdelek, potem rečeš, aha, ta je dober. Ampak še enkrat, Škoda vas pripelje prav tako daleč kot Volkswagen. Sodijo v isto skupino, ampak pravzaprav isti avtomobili. Zakaj so ljudje pripravljeni plačati 10.000 evrov več za Passat kot za Škodo, čeprav je motor praktično isti. Zakaj so ljudje pripravljeni plačati več? In pri Švicarjih, če smo na drugem mestu, potem to pomeni, da so ljudje pripravljeni plačati za prvo mesto. In zato je treba govoriti o vrednosti, ne o ceni. Koliko sem pripravljen plačati za izdelek, ki mi nekaj da. Pri nas to deluje za uro, čokolade, turizem in določene izdelke pa imamo, ki nimajo, kjer tega učinka ni. Nemčija je top, ampak nemške ure pa noben ne bo kupil. Ali sploh obstajajo nemške ure, sploh ne vem. Oni so izumili to kukavicom, ampak naše ure so pa boljše. Kaj je pa slovenska zgodba? In ker smo mi dobri v urah, mislijo, da smo dobri na vseh drugih področjih. In ta učinek je pomemben. Ta zgodba, katera je zgodba o uspehu Slovenije? To bodo ljudje rekli, aha, to prihaja iz Slovenije, to mora biti dobro, ker jaz to poznam. In ta efekt prepoznavnosti, to je treba najti. In imate zgodbe o uspehu in jih morate najti. To je dobro, naprimer, Američani nekaj dela dobro, Steve Jobs je odličen. Estonija, naprimer, Skype je katapultiral ugled Estonije, prej noben nič ni vedel. Ampak zdaj, nihče ni prevedel, kaj je Estonija. Ampak zdaj, če rečeš Estonija, vsi vedo, kaj je to. Ali pa Finska in Nokia, to je isto. In sedaj ljudje rečejo, aha, če je iz Finske, je to dobro. In katera je sedaj zgodba za Slovenijo? Če sem prav razumela, ni tako pomembna cena, kot je vrednost. Izbrati si moramo, da nismo samo dobri, ampak da smo najboljši. To mislim, da je danes naš prvi recept. Torej, tisto, kar delamo, tisto, kar delate, moramo delati kot najboljši in pa gledati ne na ceno, ampak na samo vrednost, ki jo predstavljamo za kupca. Če se malo lotimo trga dela. Fleksibilnost trga dela v Švici, Švica je znana, da ima bolj sproščen trg dela kot pri nas, manj omejitev, lažje zaposlovanje, enostavnejše. To si želimo tudi za Slovenijo, mislim, da ravno naš klub stremi k temu. Švicarska vlada je uspela naloga obojega, torej, da je trg fleksibilen in zaščiti tudi delavce. Na kakšen način, kako ste to uspeli, gospod Knobel, ste mogoče vi pravi za ta naslov, da vas pozovem? Ja, also ich bin kein Spezialist. Jaz nisem strokovnjak z področja trga delovne sile, ampak kot je bilo večkrat povedano, situacija je zgodovinsko rasla in to je zelo pomembno. 28 let ali pa 200-300 let.
Für uns entscheidend ist, Za wie nas gesagt, je der Dialog odločilen und dialog, kot smo že der povedali, konstruktive in pa Beitrag der konstruktiven prispevek Institutionen institucij, inklusive der privaten vključno z Institutionen zasebnimi und institucijami in Was sich akterji. in der Schweiz und auch anderswo herausgebildet hat, V ist das Švici pa bekannte tudi Dreieck mit drugje se je den izoblikoval ta Arbeitgebern, znameniti und dem trikotnik, Staat torej oder delodajalec, der delojemalec Öffentlichkeit, in pa die država oziroma Modelle javnost, einwirken. ki Das tukaj heißt, der učinkujejo Dialog bolj muss kot nek wirklich moderator. Torej ta zwischen dialog den mora dejansko führenden potekati Unternehmen med und der podjetji in Arbeitnehmerschaft med sich delojemalci. finden können. Und das hat bei uns zu diesen Gesamtarbeitsverträgen geführt. Vodilo do teh Das heißt also, nekih dass celostnih pogodb o delu. in bestimmten To Bereichen, pomeni, da smo na Sektoren določenih des področjih, na določenih sektorjih vereinbarte imamo Grundlagen, dogovorjene vereinbarte osnove, Regeln, dogovorjena die pravila, von beiden Seiten akzeptiert ki sind. Weil jih beide haben sprejmeta obe beide strani. tragen das Torej, dann obe auch mit. strani sta to Also tukaj dieses prispevali, obe sta Dreiecksmodell ist to natürlich sehr, sehr podprli. erfolgreich. Ta model trikotnika je zelo uspešen, to poznamo tudi od mednarodne organizacije dela iz Ženeve, model je podoben. In če pa vrnemo k izobraževanju, to dualno poklicno izobraževanje seveda povzroči, da bodo bodoči delavci v podjetjih že nabrali znanje in da bodo tam ne samo ustvarili vrednost, ampak da jih tudi podjetje jemlje resno. Torej, sami dobijo neko vrednost. In to je seveda odločilno. Namreč, da se delavci počutijo povezani s podjetji. Danes tudi z mobilnostjo. Ta mobilnost je dejstvo. Giblješ se, greš v tujino in se vrneš, to je zelo odločilno in to je tudi za Slovenijo odločilno, da talente, torej da dobre ljudi nekako obdržiš. Ne samo, da ostanejo podjetja, že to je težko, ampak da ustvariš tudi privlačne pogoje, da talenti bodi si ostanejo ali pa da grejo na primer v Harvard in se potem vrnejo. Torej ta mobilnost, da ne gre ta odbeg možganov samo v eno smer. To je nevarno in to je nekaj teh elementov, ki nam jih je v Švici kar dobro uspelo. Mislim pa, da je treba to osvojiti vsak dan znova. Če torej pogledamo v prihodnost, moramo ostati konkurenčni in veliko v to tudi vlagati. Glede trga delovne sile res velja Švica za enega najbolj liberalnih na svetu, ampak ima veliko opravka tudi z zaupanjem v državo oziroma zaupanjem v delodajalca. V Švici velja 3-mesečni odpovedni rok, pomeni, da lahko zaposlenega brez razloga s 3-mesečnim odpovednim rokom odpustite. V redkih izjemah seveda lahko se delavec pritoži in potem morate obrazložiti, zakaj. Ampak zakaj ta sistem funkcionira? Če bi to bilo v Sloveniji, a bi se lahko zgodilo, da bi nekdo to zlorabljal in odpuščal tudi tiste ljudi, ki mu niso simpatični, ne samo tiste, ki ne delajo dobro. Pomeni, sistem v Švici deluje zaradi tega zaupanja in res lahko lenuhov znebite hitro in zelo učinkovito. Po drugi strani, če tudi človeka odpustite v njegov tako imenovani Arbeitszeugnis, spričevalo, ne smete zapisati nič negativnega oziroma takega, kar bi njemu onemogočalo, da si najde novo službo. In nasploh se mi zdi tudi to zaupanje v državo je tudi drugače. V lanskem letu so Švicarji imeli referendum, na katerem so se odločali, ali bodo ukinili RTV naročnino za javnopravno televizijo in ali lahko vlada še naprej pobira 2 zvezna davka. Kaj mislite, če bi v Sloveniji imeli taka 2 referenduma, kakšen bi bil rezultat? Bi zagotovo ali pa po vsej verjetnosti ukinili RTV naročnino, že zdaj bentimo nad nacionalno javnopravno televizijo in za Švico pravi, da je edina država na svetu, ki se lahko ukine sama sebe. Kaj, če bi namreč na tem referendumu ljudje odločili, da država ne sme več pobirati davka na dodano vrednost? Ampak več kot 80% prebivalcev je na referendumu potrdilo, da lahko vlada še naprej
pobira zvezni davek. Pomeni, tisto, kar bomo verjetno mi v Sloveniji še naprej tudi gradili, je izjemno veliko zaupanje. Zaupanje, da vlada res dela v dobro državljanov. Zaupanje, da me delodajalec res ne bo odpustil zaradi tega, ker sem mu nesimpatična. In to se mi zdi, da je Švica s sistemom neposredne demokracije dosegla. Hvala lepa. Jaz bi rekla, da to je tudi tisto, kjer moramo mi sami graditi na tem, na svoji lastni integriteti vsakega posameznika. Vsak od nas lahko začne pri sebi, potem v svojem podjetju in potem verjetno vzpostavimo to tudi na državni ravni. Da bi rekli, da lahko to samo država ali pa samo vlada naredi, je nemogoče, a ne, vsak mora to narediti v resnici pri sebi in ko bomo tako daleč, verjetno bomo lahko tudi to dosegli. Verjamem pa še nekaj, kljub temu, da znamo biti malo nagnjeni k temu, da imamo kakšne anomalije v sistemih ali karkoli podobnega, verjamem vseeno, da tu bi se vseeno malo lahko na trgu dela sprostili v Sloveniji, ker tisti, ki so dobri delavci, tudi če ti niso simpatični, težko, da jih boš odpustil, ker novih tako dobrih ne boš dobil. Ker imamo pomanjkanje na kadrovskem področju in verjamem, da tudi ta del bi mogoče pripomogel k temu, da izboljšamo učinkovitost podjetij, da izboljšamo naše delovanje in da nasplošno izboljšamo gospodarsko situacijo v Sloveniji, ki potem lahko prinese tudi boljše rezultate. Kažejo mi, da se malo že mudi, jaz imam pa še en kup vprašanj, pa predlagam, da potem gremo kar na našo zadnjo točko, kjer sem vas prosila, da pripravite 3 glavne, bom rekla, dejavnike ali pa, kako lahko temu rečem, neke razmere oziroma nekaj, kar bi predlagali Sloveniji. Sloveniji kot taki, kaj je tisto, vse smo se že malo dotaknili, a ne, gospod Edelman je rekel, da je pač to vrednost in nišni produkti, izvoz in podobno, ampak če morate izbrati eno, vsak od vas, katero bi izbral in zakaj? Naj vam povem, da smo glasovali o tem, koliko tednov dopusta lahko imamo in to je za ljudi nekaj nepojmljivega, kajti Švica je verjetno edina država, ki je rekla 4-5 je dovolj, vse ostalo pa mora biti od gospodarstva. Ampak to je vedno zapleteno. Kdo smo mi, da pridemo tukaj na oder in rečemo, no, jaz sem tukaj Švicar, jaz v sebe in bolje vi naredite tako in tako. To ni naša kultura in mi nismo taki, ampak kot recept za uspeh lahko rečem, da nikoli ni bilo tako preprosto za majhne države in majhna podjetja, ker zaradi digitalizacije lahko narediš marsikaj. Prej je bilo drugače, sedaj pa smo izzivi, vse se izgublja v digitalizaciji in to je stvarno za vse nas. Odpira pa vrata, kot jih ni še nikoli. To je izziv, ki ga imamo v Švici. To ni preprosto, ampak ta digitalizacija, investicije v infrastrukture, v zagonska podjetja, prilagoditi to infrastrukturo, tudi ta dualni sistem izobraževanja, tudi ne gre več tako, ne moreš več začeti z vajeništvom in tako naprej. Vse gre v različne smeri in ni vprašanje samo, ali se nam to zdi dobro ali ne, ampak vprašanje je, kako lahko neka država se organizira med zasebnim gospodarstvom in vlado, zato da bo obvladal ta izziv za vse. To ni vprašanje za tiste, ki so mlajši od 25 let, ampak gre za vse, tudi za tiste, ki so starejši od 60. Kako se lahko izboljšamo s pomočjo digitalizacije, kako bomo po 60. boljše živeli z digitalizacijo. V to je treba vlagati. Vlada in gospodarstvo morata to narediti. Pa ne skrbite, ni me plačal Google. Ampak za vse nas je pomembno, kako se lahko odzovemo na Google, kako lahko vlada ostane neodvisna, še vedno podpira odprta vrata, zato da se podjetja lahko razvijajo. Torej, to je recimo moj nas. Eno stvar. Prej sem sicer govorila o tem, da naj se država v Švici deluje, ker se čim bolj umakne. Na enem področju bi si pa v Sloveniji želela večjo vlogo države in to je vloga države pri povečanju splošne prepoznavnosti Slovenije. Zdaj imamo naslov, zakaj je izdelek Made in Switzerland dražji do izdelka Made in Slovenije. Eden od razlogov je seveda ugled Švice v tujini.
ki je nastal skozi zgodovino, ampak ga danes tudi krepijo. Aleksandr, vi prihajate iz institucije, ki se s tem ukvarja. 8 milijonov frankov, to je zelo velik denarja, je vaš proračun in s tem financirate tudi projekte, ki jih ima diplomatska konzularna mreža. Zakaj bi pa morala Švica imeti eno tako institucijo, ki skrbi za ugled Švice v tujini, če to gospodarstveniki dobro delajo? Pomeni, celo za Švico je pomembno. In tako kot sem lani tukaj rekla, ne, avtomatično so velikokrat izdelki naših podjetij, če tudi so bolj kakovostni, nižje, v nižjem cenovnem razredu, zaradi tega, ker je prepoznavnost Slovenije manjša. Gospod Akrapovič, vi verjetno ne potrebujete slovenske države za delanje imidža v tujini, ampak imamo pa na tisoče, 10 tisoče majhnih in pa srednje velikih podjetij, ki bi jim pa to veliko pomenilo. Vino je tak primer. Bom zelo konkretna, če bi na vsakem zamašku vina, ki prihaja iz Slovenije, na vrhu pisalo I feel Slovenija ali pa Made in Slovenija, in mislim, da bi bilo to zelo veliko in res ne stane veliko, pa sem prepričana, da bi tudi vinarji bili za to pomenili. V tem segmentu bi si želela večjo vlogo države. Super, hvala lepa. Hvala lepa. Morda le še eno skupno točko, ki jo je treba omeniti in ki smo jo pozabili omeniti, namreč oboji smo tranzitne države. Oboje imamo gore, predore, infrastrukturo in kaj to pomeni za gospodarstvo, za makrogospodarstvo? To pomeni, da vsi prečkajo naše države, ljudje, blago, infrastrukture, ideje, talenti. In od tega moramo profitirati. To je primerjalna prednost, naša geografska situacija in lega in dejstvo, da gre vse skozi naši državi. To pomeni, da se moramo odpreti. In to je morda zadnja točka, tudi s pogledom na Slovenijo. Predrago je, če želiš ščititi trg. Bistveno učinkoviteje je, če se odpreš, morda za to plačaš določeno ceno za restrukturacijo, ampak to, kar preživi, je konkurenčno ne le danes, ampak tudi jutri, pojutrišnjem. Ta odprtost, ta prepustnost navzven je zelo pomembna. In to seveda pomeni tudi, da mora imeti gospodarstvo, mora biti odprto privatno. Še enkrat oglasim. Izjemno sem hvaležna predsedniku pa celemu vašemu klubu, da se danes lahko ukvarjamo s Švico. Švica se mi zdi, da, pa ne zato, ker sem jaz zdaj tam veleposlanica, ampak se mi zdi, da je velikokrat zanemarjena v očeh slovenske politike, ne nujno gospodarstvenikov. Je izjemno težaven trg, ampak se mi zdi, da imamo res velike možnosti tam tudi kaj narediti. V lanskem letu smo imeli s Švico višjo blagovno menjavo kot z Veliko Britanijo ali z Združenimi državami Amerike. In tu je izjemen potencial. Imamo tudi direktorico Slovenske turistične organizacije tukaj. Zaenkrat imamo zelo malo še turistov, ne Maja iz Švice, ampak Švicarji imajo zelo veliko denarja, so ena najbogatejših držav v Evropi in moramo jih več pripeljati sem v Slovenijo. V Slovenijo, ker imajo radi dobro jejo, radi dobro pijejo, radi imajo naravo, mi to tudi imamo, pa ni tako daleč. Res je, hvala lepa. Here we are. Torej, vabimo Švice v Slovenijo. Pa da pogledamo za en kratek zaključek, povejte. Čisto na kratko. Včeraj, odkar sem prispel in sem prvič v Sloveniji, sem gotovil, da je čudovito, krasno ste to prodali. Moram reči, morate biti ponosni na svojo državo. To je res en del uspeha Švice. Ne, da smo arogantni, skušamo ne biti arogantni, ampak moraš biti ponosen, moraš videti odkud si. In od včeraj, ko sem prišel, vidim, da so ljudje sicer ponosni, ampak pravijo, ampak smo majhni.
majhni. Niste majhni, ste prav tako veliki, kot želite biti. Morate biti ponosni, država je krasna, ljudje so prijetni, so dobro izobraženi, hrana in vino sta odlična. Ponos je pomemben in če ne moreš biti ponosen na svojo državo, kako lahko pričakuješ, da bodo drugi kupili tvoje izdelke? Torej, ta slogan bodi ponosen na sebe. Torej, recept ali pa nekaj, kar smo se danes naučili, bodimo ponosni, nismo majhni, dajmo tistemu vrednost, kar znamo. Pomembna je izobrazba, povezovanja izobraževalnih inštitucij z gospodarstvom. Potem smo slišali, bodimo odprti, smo tranzicijska država, iz tega naslova lahko veliko več naredimo, kot smo do sedaj. Ponudimo bližnjim sosedem tisto, kar delamo najboljše, in pa seveda veliko inovacij, vlaganja, podjetja se morajo razvijati in ni odvisno samo od države, odvisno je tudi od nas. Hvala lepa za vašo pozornost, upam, da smo vas prebudili in predajam besedo Bernardi. Hvala.